Cenjeni gospodje, spoštovane gospe, dragi otroci, lepo pozdravljeni. Veseli smo, da ste si vzeli čas in nas počastili s svojim obiskom. Leto se je obrnilo in mesec julij v Jakobu ponovno ponuja vrsto kulturnih, športnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Nocoj bodo zvenele ljudske, ponarodele pa tudi domače umetne pesmi pevcev in godcev. Pravijo, da je dober sosed več vreden kot vsa žlahta. Tako se v Kulturno-umetniškem društvu Jakob iskreno zahvaljujemo najboljšemu sosedu, Gorazdu Žmavcu, ki nam že vrsto let nudi prostor ter pomoč, da se parkirišče spremeni v pokriti oder. Hvala. Kot ste lahko prebrali, na naših letakih so vas v našo družbo vabili ljudski pevci Mali Kudeki. Sicer smo zasledili, da se je na spletu pojavilo, da vas v Jakob vabijo Mali Kužeki, toda čeprav smo Jakobčani zagotovo zelo pametni ter sposobni in tako so najbrž tudi naši hišni ljubljenčki izjemni, prepevati pa še vseeno ne znajo. Vsaj ne tako kot ljudski pevci Mali Kudeki. Zagnana skupina otrok se je odločila, da bo del počitnic posvetila ohranjanju ljudske dediščine. Pa poglejmo, kaj je nastalo. Ljudski pevci Mali Kudeki.
Pisalo se je leto 1976, ko je v župniji svetega Jakoba, kjer je že bila dolga tradicija zborovskega petja, zavel nov veter. Na kor so stopili mladi pevci in za orgle je sedel mladenič Stanko Roškar. Najprej se je dvignilo nekaj obrvi, toda mladi zbor je vadil in prepeval dalje. Nabor cerkvenih pesmi so dopolnili še z repertoarjem slovenskih ljudskih in umetnih skladb ter tako dosegli, da imamo v Jakobu dva zbora, mešani cerkveni pevski zbor ter pevski zbor kulturno-umetniškega društva, a pevci so vedno isti. In prepevajo že polnih 49 let, ter se že spogledujejo z jubilejnim koncertom, ki jih čaka naslednje leto. Na oder vabim jakobške pevce pod vodstvom Stanka Roškarja. Šepasta, vigasta, skrinjo pa polno masuga zlata. Je pikasta, lisasta, šepasta, vigasta, skrinjo pa polno masuga zlata. Igrajo kazana, klaso namazana, hoj hej, oce ogrej, hoj hej, kaj pa bo zdaj? Sitna jezikasta, trdi prsti in košenih je rok. Tud moja je muhasta, sitna jezikasta, trdi prsti in košenih je rok. Bratci, veseli vsi, tra-la-la-la-la-la-la-la, pisem zapojno mi, tra-la-la-la-la. Od vinca sladkega, ko sonca čistega, tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Glaške nalimo si, tra-la-la-la-la-la-la, velga popimo si, tra-la-la-la-la. En glažek ali pa dva, to nam koraj žoda, tra-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Hej, hoja,
Za mnoge je Jakobski dol najlepši kraj na svetu. Kdor pa še ni tega mnenja, bomo počakali, da bo to dojel. Naša naravna bogatstva se skrivajo v sodih, kiblah in na talarih. Toda največja dragocenost so mali Jakobčani, ki so naša prihodnost. 10 mesecev jih lahko vidimo, kako s težkimi koraki bolj ali manj hitijo v šolo, ter popoldne čakajo na kombi, da se vrnejo domov. Med te male glavice je leta 2003 prišla Štefka Kocjan, mlada učiteljica in dolgoletna članica folklorne skupine Kuč študent. Svojo ljubezen do folklornih plesov je takoj pričela prenašati na jakobske otroke in nadaljevala šolsko folklorno skupino, kjer je z delom končala Lidija Kozar. Omare so se pričele polniti z novimi nošami in vsako leto je nastal kakšen nov splet. Ni bilo vedno lahko, toda ljubezen do ohranjanja ljudskega izročila je zmagala. Kljub temu, da so počitnice, Štefka leto za letom zbere svoje plesalce in v času Jakobovega se male nogice zavrtijo. Videli bomo splet, s katerim so se udeležili revije otroških folklornih skupin. Gre pa tako. V hiši je skoraj zmanjkalo kruha in mamica mora za vsa lačna usta pri hiši speči novega. A v hiši ni miru, saj se nemirni otroci od najmlajšega do največjega igrajo vse povsod. In tako jih mamica nažene ven, rekoč, naj se gredo igrat, ona pa jih bo že poklicala, ko bo kruh pečen. Otroci se poženejo ven, se razposejeno igrajo, ištevajo, lovijo ter zaplešajo plesa, v bistrem potočku je mlin in rašplo. Medtem ko se igrajo in plešajo, čas hitro mine in v trebuščkih začne kruliti. Spomnijo se, da mama še ni poklicala. Otroška folklorna skupina osnovne šole Jakobski dol ter na harmoniki Amadej Šerbinek.
Eni kruli v želodcu. Ziher je mama že kruh spekla. Eden od vas bo šel pogledat, če je mama že kruh spekla. 1, 2 smo doma, 3, 4 smo pri miru, 5, 6 gremo jest, 7, 8 kruha, prosim, 9, 10, kruh načet. Ti, ide. Pod potico pečejo, nam pa nič ne rečejo. Čakajte, čakajte, mi vam že pokažemo. Čakajte, čakajte, mi vam že pokažemo. Mama že kruh je. Pod potico pečejo, nam pa nič ne rečejo. Čakajte, čakajte, mi vam že pokažemo. Čakajte, čakajte, mi vam že pokažemo. Mati zgodne pečejo, nam pa nič ne rečejo. Čakajte, čakajte, mi vam že pokažemo. Čakajte, čakajte, mi vam že pokažemo. Le slabih 20 km iz Jakobskega dola, malo proti zahodu in malo proti severu leži Kungota. V občini Kungota živi približno 5000 prebivalcev. Ponašajo se z novo cesto, s simpatično županjo, z dobrimi vini, s plastičnimi oknami AJM ter bogato kulturno dejavnostjo. Med vestnimi kulturniki pa so tudi člani pevsko-glasbene skupine Rožmarin, Društva upokojencev Zgornja Kungota. Če samo malce preletite splet, boste opazili, da kot pravi penzionisti zagotovo nimajo veliko časa, saj pridno nastopajo na mnogo prireditvah ter s pesmijo razveseljujejo tiste, ki bivajo v domovih za starejše. Nocoj jih je pot zanesla tudi k nam in predstavili se nam bodo s 3 pesmimi. Oder je vaš. Zlati zvon odeli,
Vroče poletje je najlepše na vasi, zjutraj pod oknom ptički pojo. Lepem spominom, tisti zlati so časi, ko si ob zori, ko si je šlo.
Zdravo, Jožica. Kaj pa ti tu? Ne, pa nič. Lepo vreme, a? Ja, malo je Ica. Če pa je poletje. Ja. Kaj pa te ješ ti? Jabolčne pečke. Kaj? Pa te jabolčne pečke. Ha? Tiste male košice v jabolkah, ko so. A ja, ja. Se to ni za jest? Ja, pa je. Veš, to so zdravilne pečke. Daj ne, nori, to si jaz svijam, lučam v brege. Ja, ne vsi. So že raziskave o tem naredili, veš? Nisi bral na internetu? Ja, kaj pa so rekli? Da so do nedavnega neraziskano super živelo. Baje ti spodbujajo inteligenco. Kaj delajo? Pa povišajo ti inteligenco. A res? Ja, jaz jih jem že 14 dni, pa vedno bolj pomaga. Inteligenca se mi dviguje, tako piše. Ja, ki pa se da tudi dobiti, ker prek interneta jaz jih ne bi, ne? Glej, jaz jih imam zdaj tu. Pa ti jih prodam. Ja, koliko pa to pride? 20 evrov pa roka. 20 evrov? Glej, 20 evrov pa roka. Se ti pravim, da se ti splača. Ajde. Sam veš kaj? Za 20 evrov pa jaz dobim 10 kil najboljših jabolk. Zlati delišes s košicami, vred. Že deluje, že deluje. S pomočjo dobrih vez in poznanstev smo letos nabor nastopajočih razširili vse do Zelenega Pohorja. Na južnih obronkih Pohorja, severno nad Oplotnico, na 650 metrih nadmorske višine, leži razloženo naselje Koritno. In prav od tam prihajajo naslednji gostje, ljudski pevci iz Koritnega. Pevci delujejo pod okriljem Kulturno-umetniškega društva Oplotnica. Društvo ima bogato zgodovino, ki sega več desetletij nazaj v povojni čas, ko je bilo kulturno dogajanje organizirano v stari graščinski žagi. Kasneje pa v preurejenem kulturnem domu. Že od takrat člani društva s svojo predanostjo do kulture prispevajo k ohranjanju in širjenju kulturne dediščine, hkrati pa ustvarjajo prostor za umetniško izražanje in druženje. Poslanstvo ljudskih pevcev iz Koritnega pa je skrb, da ne zamrejo in utonejo v pozabo preproste, a dragocene melodije iz preteklosti. Prisrčno dobrodošli in naj se sliši pesem s Pohorja. Sosed tam živi, poznate ga prav vsi. Je res prebrisan in Šteman, za Porgerja imenovan. Je res prebrisan in Šteman, za Porgerja imenovan. Še njega
njegov prvi sosečev na njivo je oral. Je hitro antle z njim začel, še plug mu proč je vzel. Je hitro antle z njim začel, še plug mu proč je vzel. Oj ti grdova, kaj ne veš, kak vera nas uči, da pluga meni vzet ne smeš, čeprav bolj močen si. Da pluga meni vzet ne smeš, čeprav bolj močen si. Še njegov prvi vanceli pri njem korenje sjal, si ga je okopal in oplev, še proč mu ga je vzel. Si ga je okopal in oplev, še proč mu ga je vzel. Zatorej si prijatelji in dobri znanci vsi, le dobri si bodimo še naprej, kak lepo je to poglej. Le dobri si bodimo še naprej, kak lepo je to poglej. Dekle, dekle, jaz te vprašam, kaj ti delaš v vrtecu? Ali seješ drobne rozce? Ali pleješ majeron? Ali seješ drobne rozce? Ali pleješ majeron? Jaz ne sejem drobnih rožic, tudi ne plejem majeron. Jaz od rožic slovo jemljem, ker jih zapustila bom. Jaz od rožic slovo jemljem,
če b hotela moja bit, manj si svoji te popeljem, če b hotela moja bit. Rosce bova skup sadila, zraven plela majeron, skupaj bova pesmi pela, dekle pojdi na moj dom, skupaj bova pesmi pela, dekle pojdi na moj dom. Ponovno bodo na oder stopili ljudski pevci in priložnostni godci Mali Kudeki. Ustanovljeni so bili v torek popoldan, konec junija v šolskem parku. Njihovi neuradni začetki segajo na vožnje z avtobusom na šolskih ekskurzijah. Fantovski del zasedbe pa je pilil svoje glasove na ilegalnih vajah na šolskem WC-ju. Čeprav bi, po pravilih, ljudski pevci naj bili oblečeni v običajna praznična oblačila, so si naši nastopajoči vseeno nadeli folklorne noše, ker so pač tako lepe. K sodelovanju pa so povabili tudi svoje starše in sorodnike. Izkazalo se je, da potrebuješ veliko mero poguma, da stopiš na veliki jakobski oder. Zato smo toliko bolj ponosni na tiste redke, ki so se herojsko odločili pristopiti in zapeti eno pesmico z našimi malimi kudeki. Pa prisluhnimo. Alme boš kaj rada imela, ko bom
Ko se za nastop pričnejo pripravljati ljudski godci z Marije Snežne, vemo, da se naše druženje bliža h koncu. Hudomušni gospodje iz sosednje vasi so z nami prav vsako leto in poskrbijo za pravo štimungo. Letos pa je zanje prav posebno leto, saj obeležujejo 30 let svojega delovanja. Ob mnogih nastopih so pripravili veliki jubilejni koncert, nocoj pa jim še v Jakobu želimo, naj njihove pesmi zvenijo še mnogo let. Ljudski godci Marija Snežna, oder je vaš.
Daj mi povej, ali si moj, ali me vedno boš ljubil. A mi ti daj, poljubčkata, da bova srečna oba. Hvala lepa. Kadar spomnim se otroških srečnih dni, zima mi spomine mnoge obodi. Gledam duhu tisti lepi zimski čas, a povsod drugače je bilo pri nas. Krušna peč nas vedno grela je toplo, skozi okno se je videlo slabo, saj ledene rože so krasile jih. Hiši stari bil je pravlični navdih. Sebi dal, da čas lahko bi zavrtel nazaj, da pomazan mladi bil takratni zimski raj. Ni bilo bogastva, izobilja tudi ne, pa otroci zdravi, srečni so bili nadvse. Kadar spomnim se otroških srečnih dni, zima mi spomine mnoge obodi. Sankališče je postala cela vas, smeh otroški se razlegal je na glas. Ko zvečer na vasi je zastal korak, luna je svetila, mila v tihi mrak. Zdaj pri srcu mi je včasih kar hudo, da tako kot takrat nikdar več ne bo. Sebi dal, da čas lahko bi zavrtel nazaj, da pokaza mladim takratni zimski raj. Ni bilo bogastva, izobilja tudi ne,
Dajmo še nimer, če smo prišli ono v Jakob, da bomo še te eno dali, no. Dobre pa. Zakaj si sitni očka vi, pravni dva pogodu, vedno mene kregate, pa me ne obregate, a meni očka recite, moja ljubka teta ni, jer me vedno karate, kaj pa grem drugam, dobri vedno oče, Večer ljudskih pesmi in viž 2025 smo pripeljali do konca. Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za sodelovanje. Vam, spoštovani obiskovalci, pa hvala za vse aplavze. Kulturno-umetniško društvo Jakob pa vas vabi, da še ne odhitite domov, ampak se okrepčate z mesnimi dobrotami družine Šerbinek Črnčič ter rujno kapljico vinogradništva Senekovič. Lahko boste dobili tudi avtograme današnjih nastopajočih in naredili selfije. Z vami smo bili Pija, Lana in Franja. Želimo vam lep večer.